Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, ker si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo, kot ponavadi, ustavili pri 4 različnih temah in v kolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice, kot običajno navedene v samem opisu. Ko je slika v barvah, pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Še enkrat smo na hitro ponovili pravila, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Danes se bomo najprej ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu motorsport.com 21.10. Tu smo lahko zasledili, kako se je Zac Brown opravičil Niku Hülkenbergu. Če se spomnite, na sprintu velike nagrade Združenih držav Amerike je Zac Brown takoj implicitno nakazal, da je bil Nico Hülkenberg kriv za nesrečo, ki je izločila tako Norrisa kot Piastri. A verjetno nam, ki smo incident videli, seveda na televizijskih zaslonih, je bilo prej jasno, da je vse skupaj začel tam Oscar Piastri. In treba je dodati, da je Zac Brown izkoristil prvo priložnost ter se nemškemu vozniku opravičil za njegovo napako. A najprej je treba poudariti 2 stvari. Namreč opazka Zaca Browna je takoj neposredno prišla v javnost. To besedno takoj po tistem, ko smo nesrečo videli v živo. Ampak opravičilo, kot sem omenil malo poprej, je bilo objavljeno 21.10. Torej, Zac Brown se je Hülkenbergu opravičil, verjetno po sprintu pred začetkom kvalifikacije ali pa najkasneje pred štartom dirke za veliko nagrado Združenih držav Amerike. Ampak v medijih je opravičilo bilo objavljeno v torek. Se vam ne zdi to nekoliko pozno? In ne smemo niti mimo dejstva, da so bili fotografi prisotni tudi pri tem opravičilu Browna Hülkenberga. Ali nista znala te zadeve nekako urediti na 4 oči brez fotografov, ki bi posneli ta dogodek? Ne vem. Meni se mi zdi, da so malce preveč prisotni, kot da bi jih nekdo celo povabil. A pustimo sedaj to, poglejmo si, kaj se je zgodilo v drugi današnji temi. Kot smo lahko zasledili tokrat na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com 21.10. bo na prvem treningu velike nagrade Mehike pravi naval novincev med vozniki svetovnega prvenstva Formule 1. Dobro vam je znano, da morajo ekipe dati priložnost nadebudnim voznikom, ki lahko tako pridobivajo izkušnje, pa tudi točke za super licenco. In nekatere ekipe so izkoristile dejstvo, da so novince v bistvu imeli že v lastnih ekipah, namreč dokler posameznik nima 3 štartov, se ga šteje za novinca. In seveda tu bi lahko poudarili primer Antonellija,
ali pa Bortoleta pri Zauberju. Ampak videli bomo, da od 20 sedežev, ki so na razpolago v tej sezoni, bo na prvem prostem treningu velike nagrade Mehike kar 9 takih, ki jih običajno ne vidimo na štartu. In to bodo, na primer, Peto O'Ward, Arvid Lindblad, Antonio Fuoco, Frederik Vesti, ne smemo pozabiti na Jacka Crawforda, Paula Arona. Prisotna bosta tudi 2 Japonca, Iwasa ter Hirakawa, ter na koncu Browning. Treba je tu poudariti, da zadnja realna možnost za to, da bodo komu prepustili sedež v prvem prostem treningu, bo prav finale v Abu Dhabiju, kajti do konca sezone imamo na to še 2 dirki, kjer bo prisoten tudi sprint in veliko nagrado Las Vegas. In treba je poudariti, kot ponavadi, nekaj. Sam sem zagovornik, da se mladim voznikom daje priložnost. Ampak, če ste bili pozorni ob naštevanju imen, ste verjetno zapazili, da le malo je takšnih, ki imajo realne možnosti, da bi jih lahko v bližnji prihodnosti sploh videli v Formuli 1. Od vseh tistih, ki smo jih našteli, je edino Arvid Lindblad takšen, ki rabi res neke izkušnje, ta prvi prosti trening, da bi se lahko pokazal in tudi dokazal. Zanimivo je, na primer, pri McLarenu, kjer zopet dajo priložnost Petru O'Wardu. Čeprav smo videli, da Alexa Duna so odslovili iz svojega programa, čeprav so njemu dali priložnost na prvem prostem treningu. In seveda vidi se, da to pravilo konec koncev ne dosega svojega cilja. Imamo neke formalne novince, ki prevzamejo sedež na tistem prostem treningu, ko to ni tako pomembno, ampak da bi ta program resno pomagal tistim, ki šele prihajajo v Formule 1, no ja, dovolite mi, da sem malce skeptičen. A pustimo sedaj to, poglejmo si, kaj sem zanimivega pripravil za tretji današnji sklop. Na uradni spletni strani Formule 1 F1.com smo lahko zopet 21.10. zasledili zanimivo izjavo Frederika Vasserja. Namreč zatrdil je, da strategija Charlesa Leclerca ni bila napaka. Verjetno se še spomnite, da je voznik skuderije Ferrari dirko za veliko nagrado Združenih držav Amerike začel na pnevmatiki soft in potem nadaljeval na pnevmatiki medium. Pri Ferrariju so se odločili za zrcalno strategijo, glede na tisto, kar smo videli pri skorajda vseh ostalih. In Frederik Vasser, kot sem že omenil, trdi, da to ni bila napaka. Če kdo sledi mojim prispevkom, je verjetno zasledil, da sem strategijo samega Leclerca označil kot samomorilsko. Namreč tudi, če Vasser trdi, da ni prišlo do napake, je dovolj, če pogledamo ta graf. Namreč v zaključku dirke za veliko nagrado Charles Leclerc je imel počasen ritem. In če vzamemo v zakup, da smo imeli v prvem delu same dirke tudi virtualni varnostni avtomobil, ki je tisti stint na pnevmatiki soft nekako podaljšal, bi lahko trdili najmanj dvoje. Da so se sredi dirke pri Ferrariju odločili za drugi del uporabiti pnevmatiko medium, ali pa da so res tvegali, kajti brez tistega virtualnega varnostnega avtomobila, kot smo že govorili v samem komentarju, bi imel Charles Leclerc težave najmanj 10 krogov. Težava je tudi nekje drugje,
Namreč nihče nam ni pojasnil, zakaj je Lewis Hamilton v zadnjem krogu izgubil več kot 4 sekunde. Tudi tu obstajajo razne govorice in razne teorije, ampak najbolj verjetna je tista, ki zopet govori o težavah z zavoro. Torej, če po eni strani ni prišlo do napak, lahko smatramo, da je bilo vse narejeno v bistvu z nekim namenom. Ampak po mojem mnenju je malo manjkalo do katastrofe. In tu si lahko ustvari vsakdo izmed vas svoje mnenje, kot običajno. Mi si bomo pa ogledali še zadnjo današnjo temo. Za konec, pa kot ponavadi, tista malce bolj postranska tema, ki je kdaj pa kdaj tudi rahlo šaljiva. Kot piše spletni portal f1i.com 21. je Colton Herta uradno podpisal z ekipo Hightech. V naslednji sezoni ga bomo spremljali v prvenstvu Formule 2. To, da bo Colton Herta zapustil IndyCar in se preselil v Formulo 2, v bistvu ni novica. Izvedeli smo že pred nekaj tedni. Ampak sedaj vemo tudi, za katero ekipo bo nastopil. A meni še zmeraj ne gre dol dejstvo, da so mnogi zahtevali izjemo za podelitev super licence za tega talentiranega ameriškega voznika. Tako talentiranega, da ni bil sposoben zbrati točk za super licenco v seriji IndyCar. In če se sedaj malce ozremo na drugo temo, kjer smo govorili o novincih, je med mnogimi, jih bomo videli na prvem prostem treningu velike nagrade Mehike, tudi Jack Crawford, ki ima dovolj točk super licence, da bi nastopil v Formuli 1, ki je Američan in ki je, po mojem skromnem videnju, lahko celo bolj talentiran kot Herta. Zakaj njemu ne dajo priložnosti? Mogoče zato, ker nima prave podpore, nima pravega zaledja, nima pravih pokrovi. A tu dovolite mi še krajši razmislek. Verjetno je vsakomur izmed vas znano, da sem na primer do Mika Schumacherja presneto kritičen. Ampak v tem primeru moram priznati, da je Mick Schumacher razred 2 ali 3 boljši od Coltona Herta. To še ne pomeni, da je dober, ampak da je Herta tisti, ki je bistveno precenjen v medijih. In zopet bomo lahko gledali neko zgodbo, ki bo na koncu komična ali pa tragična. Kolikor Herta ne za lahkoto zmaga prvenstva Formule 2, bo nič drugega kot šala in močno neslana. Ampak kot ponavadi, videli bomo, kaj se bo zgodilo tudi v tem prvenstvu v naslednji sezoni. Za danes, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.